Dobar dan vsem. Naredimo zdaj eno vajo, kjer izračunamo sili v podporah neke deske. Torej imamo dve podpori, ki držita neko desko. Na deski imamo nek tovor. Poznamo, koliko je tovor, 50 kg. Upoštevamo tudi maso od deske, ki je 15 kg. Torej, nas zanimata, s kolikšnima silama ti podpori držita desko. Torej, zdaj razmisli in poznamo tukaj dolžino deske in poznamo tudi, koliko je ta tovor oddaljen od levega krajišča. Razmislimo en trenutek, če ta tovor bi bil točno v sredini, ta FA in FB bi bila enaka med sabo. Ker je tovor premaknjen bolj proti levi, je jasno, da ta FA bo večji kot FB. Si čakamo, da bomo to dobili iz računov. Torej, se vprašamo, koliko sta FA in FB. Torej, sedaj, mi tukaj samo jačo to točko, da tukaj postavimo naše vrtišče. In glede na tisto točko računamo navore. V resnici bi lahko kjerkoli postavili to vrtišče in računali navore glede na tisto točko. Si izberem tukaj. Torej, eden reče, kako ima, tukaj se ne vrti, kako lahko zberemo na vrtišče? Ja, se lahko vseeno računsko, ampak če pomislite, ima tudi smisel, če tukaj bi se zrušila ta podpora B, ta deska bi naredila tako, bi se zares vrtela okoli te točke. Torej, glede na to točko, ta FG1 skuša vrteti tako, ta FG skuša vrteti tako, ta FG je teža od deske, ki deluje v središču, ki je težišče, ki vzamemo, da deska je homogena. In ta FB, glede na to točko, skuša vrteti tako. Torej, navoru te in te sile bomo dali en predznak, navoru te sile bomo dali nasproten predznak. Ja, in torej napišemo M1 navor ta plus navor te sile minus navor te sile, ki vrti v nasprotno smer, je enako nič. Torej, M1 je FG1 krat njena ročica, ki je R1, M se nanaša na FG, ki ima kot ročico, kaj? Ena polovica R, ker je točno na polovici tukaj, ne? In MB je vezan na FB, ki ima kolikšno ročico? FB, oddaljenost do vrtišča, je prav R. In to je enako nič. Zdaj, FG1 M1 G, FG je M krat G, mi tukaj iščemo FB, ta člen postavimo, nesemo na drugo stran in ta minus postane plus. Sedaj imamo leva stran je enaka desni, torej desna stran je enaka levi, torej napišemo FB krat R je enak temu izrazu. Sedaj tukaj delimo z R in dobimo samo FB. Torej bi lahko tudi napisali vse to ulamljeno R. Ampak lahko tudi ločeno prvi člen ulemljeno R in drugi člen ulemljeno R. Tudi ker v drugem členu imamo že R, ki se bo torej uničil. In v prvem členu bi lahko napisali M1 G R1 ulemljeno R. Ampak sem napisal M1 G krat R1 ulemljeno R. Zdaj bomo videli, zakaj je prav vseeno vsekakor. Tukaj v drugem členu R se uniči, torej MG krat ena polovica. Ena polovica MG. Damo podatke. 50 kg krat G sedaj zaokrožimo na 10 metrov na sekundo na drugo, samo zato, da pokažem vaji, ne treba, da damo bolj točnih vrednosti. 10 metrov na sekundo na drugo, R1 ulamljeno R, 75 cm ulamljeno 200 cm. Ponavadi mogli dati v standardnih merskih enotah, ampak lahko damo oba v centimetrih, ker centimetri se krajšajo. Tukaj ena polovica 15 kg krat 10 metrov na sekundo na drugo, tukaj, če krajšamo še 75 in 200, imamo 3 osmine, množimo s tem, dobimo 187,5 newtonov. Zakaj? Ker so kilogrami, metri na sekundo na drugo, to so newtoni. Tukaj tudi zmnožimo, imamo zmeraj isto enoto, newton, seštejemo in dobimo 262,5 newtonov. Smo dobili to silo v podpori B. Sedaj nam manjka silo v podpori A. Če bi hoteli, bi lahko ponovili celo to razmišljanje, s tem, da bi vzeli vrtišče v tej točki. In bi naredili na isti način in bi dobili FA tudi tako. Če želite, lahko naredite tako, tudi če niste gotovi pri računi, mislite, da lahko naredite kakšno napako, tako da se tega zavedate. Ampak obstaja en krajši način. Tukaj smo imeli ravnovesje navorov. Mi lahko damo tudi ravnovesje sil.
Torej, gledamo FA in FB delujeta proti gor. FG1 in FG delujeta proti dol. Torej, dvem damo en predznak, ostalim dvem damo nasproten predznak. FA plus FB, tema dvema damo plus recimo in tema dvema damo minus. Minus FG1 minus FG je enako nič. To je bilo ravnovesje navoro, to je ravnovesje sil. Te dve z minusom lahko nesemo na drugo stran in postaneta FG1 plus FG. To zato, da rečem, da je odvisno, kako razmišljamo, ne bi lahko tudi ne napisali tega, bi napisali direktno to. In zakaj? Ker bi pomislili tako, vsota sil, ki deluje proti gor, je enaka vsoti sil, ki deluje proti dol. Ja, in zakaj? Ker drugače, če ne bi bilo tako, deska bi se premikala proti gor ali proti dol, kar ni res. In sedaj tukaj nesem FB na drugo stran in ta FG napišem kot M na G in FG napišem kot M krat G in lahko dam podatke. Tukaj dam podatke kot prej. Tukaj moram dati podatek od FB, ki sem ga dobil prej. Ja, ker eden bi se vprašal, zakaj nismo naredili že od vsega začetka tako na kratko. Se ni moglo, ker ali moramo dobiti FA ali FB prej. In torej se ne moramo izogniti temu, vsaj enkrat je treba napraviti. Zato da ta podatek damo sem in tukaj, ja, kilogram metra sekunda druga je newton in torej tukaj izračunamo to in dobimo 387,5 newtonov. In kot smo si čakali, FA je večji od FB. Tukaj 387,5, tukaj 262,5 newtonov. Ja, tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.